je, da danes lahko začnem z nizom pogovorov z dopisniki Borisa Pahorja. Narodna in univerzitetna knjižnica hrani zajetno pisateljevo predpuščino, ki se tako rekoč pred našimi očmi spreminja v zapuščino in njen najzajetnejši del predstavlja pisemska korespondenca. Tile pogovori bodo namenjeni intervjujem še živečih Pahorjevih dopisnikov. In prvi je po mojem mnenju eden najzanimivejših in je bil tudi zame precejšnje odkritje. Med mnogoštevilnimi dopisi tržaškega pisatelja Borisa Pahorja sem namreč naletela na pisma, razglednice in dopise, ki so mi posebej padli v oči zaradi ličnosti pisave. To je dalo takoj slutiti, da gre za nekoga iz tehničnega poklica, morda arhitekta ali oblikovalca, kar se je pozneje tudi potrdilo. A pojdimo čisto na začetek in najprej pozdravimo našega prvega sogovornika. Zelo sem vesela, da ste z nami, gospod Janez Bizjak, in bi vas prosila, če se nam najprej predstavite, morda na kratko, in nam nato obširneje poveste, kako se je začelo vaše dopisovanje, znanstvo in prijateljstvo z Borisom Pahorjem, ki je trajalo, če vzamemo celotno razdobje, kar lepih 50 let. Najprej najlepša hvala za povabilo. Nekaj o meni ste že povedali. Šel sem skozi različna obdobja, od oblikovalca in arhitekta do gorskega vodnika, potem urbanista, nazadnje pa naravovarstvenika oziroma upravljavca edinega narodnega parka v Sloveniji, Triglavskega narodnega parka. No, zadnjih 10-15 let pa se ukvarjam z raziskovanjem prvih obiskovalcev naših Alp, prvih rudarjev in prvih pastirjev. Z gospodom Pahorjem oziroma z mojim prijateljem Borisom sva se srečala prvič leta 1969, ko nas je, takrat sem bil mlad diplomant, sem bil pa že v krogu idrijske revije Kaplja, to je bila taka napol oporečniška revijica. No in jedro te revijice so bili trije, to je bil Jožef Elc, zdravnik, psihiater, potem profesor Tomaž Pavšič in profesor Vinko Cuderman. Tomaž Pavšič je bil tisti, ki je najbolj poznal zamestvo in je tudi mene in Felca takrat pripeljal v Trst na srečanje slovenskih izobražencev v Dragi. Takrat je bila še prva Draga, res v Dragi, v tisti dolini, kjer so ta srečanja na občinah. No, zame je bilo to odkritje. To je bil čist drug svet. Mi smo živeli pač v svetu, kjer se ni smelo govoriti, se je smelo, ampak smo govorili, pisali med vrsticami. Tako so nas naučili. Tam smo pa poslušali ljudi, ki so prosto izražali svoja mnenja, nasprotna prepričanja, kritizirali oblast in tako naprej. Nezaslišano se mi je zdelo, da so kritizirali našo domovino, mislim, takratno Slovenijo, Jugoslavijo. Mi smo kar v tla gledali, kot bi bili mi krivi, če je res tako. Ampak so imeli prav. Tako se je začelo s Pahorjem. Torej ste prek Pavšiča potem prišli do Borisa Pahorja. Nas je tudi povabil domov, takoj. Od takrat se je začelo, tudi pozneje smo postali celo družinski prijatelji. Vam je ostalo še kaj posebej v spominu z tega prvega srečanja s Pahorjem? Ja, niti ne, razen da smo nismo niti slutili takrat, da nas zasledujejo, to je bilo vse pod kontrolo. In na mejnem prehodu, to je bil tak smešen dogodek, smo stali v vrsti, v koloni. Tomaž je imel starega fičota in s tistim fičotom, on je bil tako raztresen oziroma 1000 stvari je razmišljal in smo se zaleteli v enega pred nami, ko smo stali. Tomaž je tako naredil, kaj čmo, malo zatisnili smo se drugič v istega, zaleteli. In potem še tretjič, dokler ni on ven skočil, pa
Rekel, koga si mislimo. Tomaž je rekel, ja, saj smo vsi na istem, zdaj tle. To je bil tak dogodek, ampak pri srečanju pri Pahorju doma me je presenetila ta širina, ne, ta mediteranska širina. Mi smo bili vedno kot zapriseženi Gorjanci, smo mislili, da smo pač gorski narod, ne alpski narod. Pahor nam je pa odkril širino Mediterana. Z njegove terase se je videlo slovensko morje, ne, slovensko okno v svet, neznana obzorja, in to nam je Pahor odkril. O tem pišete tudi v več pismih? Tudi, ker to je bilo zame, mislim, bilo mi je celo malo sram, ne, da nisem na to pomislil. Da smo Slovenci ne samo gorski, ampak tudi pomorski narod. Navsezadnje so bili naši pomorščaki pred prvo svetovno vojno ugledni admirali, kontradmirali, v staroavstrijski mornarici. Tudi trgovska mornarica iz Barkovlja oziroma Nabrežine, to je bila druga največja trgovska mornarica v stari Avstriji, takoj za Benetkami. Tega nismo vedeli, ne. To morje vas je očitno tako navdihnilo, da ste tudi pozneje pri oblikovanju se to kaže, ne? Se do tega še prideva. Torej, znanstvo se začenja leta 1969. Nekaj je napisano narobe, 70 pa ni. Ja, zdi pa se mi, da je bilo najbolj intenzivno to sodelovanje potem v 70. in 80. letih, ne? No, vaš prvi ohranjeni dopis Pahorju pa je razglednica. Ta je datirana z 8. avgustom leta 1974, ko ste se pisatelju oglasili iz Bovca. Razglednica se mi morda niti ni zdela toliko zanimiva zaradi pozdravov, ampak zato, ker se mu zahvaljujete za poslane izvode. Seveda ni bilo težko ugotoviti, da je šlo za zaliv, kjer ste tudi sami objavljali. Kako je bilo s temi izvodi? Razbrati se da, da ste jih prodajali, da ste jih dostavljali na neke določene naslove. Ne, to je bilo, ti izvodi, to še ni bila Kozobekova knjiga, mislim. To so bili izvodi zaliva, katere sem potem prodajal raznim znancem v Sloveniji in tudi s tem mojim člankom pod psevdonimom. Ja, do tega tudi še prideva. Kdo pa so bili ti odjemalci? Različni, moji prijatelji, ki so se zanimali, tudi v Idriji veliko, v Ljubljani tudi sošolci nekdanji. Tako da, različni. Omenjate pa tudi neko srečanje v Stari Gorici, kjer vam je Pahorjeva žena oziroma Pahor je bil tudi z njo izročila nekaj izvodov. To je bilo pa ob izidu Kozbekovega dnevnika, tiste knjižice, pa 20 izvodov, da sem jih potem v Sloveniji razposlal na različne naslove. Gospa Radoslava, Premrl, Pahorjeva soproga, mi je dala naslove zvite v svitku, v aluminijasti, taki okrogli aluminijasti škatli za tablete, včasih pri tabletov takih, da si malo odvijal. In kako ste potem to razposlali? Po pošti, sem to pakiral doma, pa naslove pisal. To so bili, zdaj ne bom povedal, kdo so bili, tisti naslovi, ker to se ne govori. S Pahorjem smo znala, Pahor je znal čuvati skrivnosti. Tudi jaz sem obljubil, da ne bom več govoril. Tu zdaj ne bom, lahko si mislite, kdo so jih dobili. Jaz sem to limal, mislim pakete, potem naslov, potem sem hodil s tistim po Ljubljani, takrat smo stanovali v Ljubljani, od ene pošte do druge, da ne bi vse na enem mestu. Sem dolgo gledal okrog, če me kdo vidi, preden sem vrgel v nabiralnik, potem na drugo pošto in tako naprej. In potem je Pahor zvedel, da so njegovi prijatelji, znanci dobili to revijo. Nisem bil pa edini, to sem pozneje zvedel, imel še nekaj par znancev, ki so mu razpošiljali po Ljubljani in po Sloveniji to prepovedano revijo. Mislim, Kozbekov dnevnik, ki je pa sprožil marsikaj, tudi prepoved Pahorju obiskovanja v Sloveniji oziroma Jugoslaviji, on je dobil žig v potni list, napisan, da je nezaželen, da nima vstopa. Ampak omenjate pa še v enem od dopisov to
švercanje zalivov. In sicer, da ste jih imeli tudi pod otroškim To je bilo to so sedežem. bile Kocbekove. Aha, to so bile Kocbekove Kocbekove, brošure, ker se ne ta- da razbrati, katera Ja, seveda, to nisem, izdaja je to bila. to smo potem, ko smo enkrat imeli, ne vem, katera obletnica je bila Pahorja, na Krasu smo se dobili, stari sodelavci in prijatelji, in takrat je Boris vprašal, če lahko to pove, kako smo njegove knjige pretihotapili, oziroma sneg pretihotapil v otroški tisti stajci z najmlajšim sinom v plenicah in knjige so bile spodaj. Tako da nihče na celini tudi pogledal ni. In kako ste se pri tem počutili? Čist, mislim, sproščeno, če bi se kaj zgodilo, midva največ ne bi tule sedela zdaj. Čeprav nekje pišete, da ste se počutili kot slovenski protestanti. To pa ja, ker smo pač skrivaj vozili prepovedano robo, ne, kot Primož Trubar v Sodih, slovenske knjige iz Nemčije. To sem se pa počutil, ja. Ponosno, no, ponosno. Ponosno. Ja, ja. Tako da, ja. Leto 1974 je bilo za vaše sodelovanje s tržaškim pisateljem posebej pomembno, zato ker ste v Zalivu, ki ga imam pred sabo, čeprav je že nekoliko načet, objavili pismo Aleksandru Izajeviču Solženicinu, ruskemu nobelovcu, ki je bil ravno takrat, torej leta 1974, zaradi svoje kritične drže proti sovjetskemu političnemu sistemu izgran iz Sovjetske zveze, pozneje pa, vemo, pokopan z državniškimi častmi. Jaz sem pred časom to vaše pismo prebrala. Vi ga žal niste imeli doma, povedali ste mi, da so vam ga zaplenili, tudi k tej zaplembi še pridemo, ampak rekli pa ste, da je bilo to za vas najlepše velikonočno darilo in da se pod vse še danes Ki mi ga je podpišete. Pahor dal enkrat. Ja, to pa ja. Čez vse, čeprav je treba tisti zadnji stavek, ne, o veri v socializem, brati med vrsticami, ker takrat je bila beseda socializem, ne bom rekel prepovedana, ne. Bila je nepriljubljena, ker komunizem je bil tisti, ne, smo, tisti, ki smo bili nekoliko bolj neoportunistično, nasprotno nastrojeni, smo pač uporabljali besedo socializem, ne. Čeprav nekje v zapiskih se je pojavila tudi beseda, mislim, kratica SS, to je Tomaž Pavšič poštudiral, ne, da smo svobodna Slovenija, ne. Bog var, da bi to izvedeli. Jaz sem rekel, da smo to slovenski socialisti, tako da to je bilo malo meni. No, to pismo ste objavili pod psevdonimom in Ja. kar nekaj časa niso mogli ugotoviti, Ja, kdo je avtor. do te hišne preiskave ob Kocbekovi knjigi, ne. Morda poveva še, da je ta psevdonim Janez Janez Jerman, ja. Jerman. Jerman. Zakaj? Jerman se mi je zdel tako domač priimek, ker Jermani so bili naši sosedje tudi, trdni kmetje, ne, visoko v hribih. Jerman se mi je zdel takšen, ne. Tako da pač tisto mi je prišlo na misel. Vas bom poprosila, da mogoče izpostavite kak pasus tega vašega pisma, ampak tisto, kar je mene v branju navdušilo, pa je naslednje. Vaš res pronicljiv premislek o svobodi, tu se naslanjate tudi na Rozo Luxemburg, kjer pišete o tem, da je svoboda tistega, ki misli drugače. To je njen izrek, ja. In zraven ugotavljate, kako je svoboda in iskrena misel o svobodi izgubila svoj sijaj, najbrž to lahko apliciramo tudi na današnjo situacijo. Še vedno aktualno, ja. Kako je razvrednotena, pišete, citiram, v besednih bravurah ponarejenih somišljenikov, konec citata, in da jo najbolj ihtavo ponavljajo tisti, ki ne pustijo misliti drugače in so zasopihani z besedami o svobodi. Kot drugo, zelo se mi zdi zanimivo, ko pišete, seveda fiktivno nagovarjajoč Isajeviča, o prepričanju, da je treba vztrajati doma in se žrtvovati za resnico pri izvoru njenega zanikanja. To je gotovo tudi za Pahorja zelo aktualno. In pišete o Isajevičih, ki stopajo iz vrste na stranpoti, tja, kjer so oni, ki dvomijo in ki tudi upajo. In na teh stranpoteh je bil pravzaprav tudi Pahor in ste bili tudi vi. Kako o vsem tem premišljate danes? Enako. Enako.
še vedno je aktualno. S tem, da ne povem, da je to, tega pisma nisem pisal dolgo, tako kot zdaj zadnja leta, traja precej časa, da človek ki ne piše. Ampak to je bil izliv v nekem gnevu, ki smo prebrali, da je bil Solženicin izgnan v Švico. In v tistem času smo pri Kaplah res, se ne bom hvalil, ampak bili zelo ustvarjalni pri kritiki stanja, na katerega nismo imeli nobenega vpliva, da bi ga spreminjali, čeprav smo si domišljali, da smo mladi in da bomo svet obrnili na glavo, pa ni šlo tako. Takrat ne. To bi bilo treba ponatisniti, oziroma zdi se mi, da bi bilo treba ponatisniti marsikaj, kar je objavil Zaliv. Ko pa so potem Kaplje nekako propadle oziroma niso več izhajale, samoukinjene, je bilo nekako logično, da pišete za Zaliv, kaj ne? Ja, smo prosili Pahorja, če lahko kakšno stvar objavimo pri njemu. Tako da ne vem... Je bil strog presojevalec? Ne, on je bil navdušen. Je bil navdušen, ker je iskal sodelavce po Sloveniji tudi, ne. Ker recimo bolj z desnega pola niso radi pisali o Zalivu, ne. Desna stran je imela Most, revijo Most, Aleš Lokar, ne, to so bili. Čeprav smo tudi z njimi skupaj zelo dobro sodelovali, namreč Tomaž Pavšič je bil edini pobudnik, iniciator srečanja primorskih iz Slovenije in zamejskih kulturnikov na Krasu. In takrat smo se srečali tudi sodelavci Zaliva, mislim Kapelj, Zaliva, Mosta in tako naprej. To je bil nekak izgovor za, torej srečanje za enotni slovenski kulturni prostor. To je bila takrat takšna naša parola, ki ni izgledala sovražna, tako bom rekel. No, če se zdaj pomakneva po časovni premici nekoliko naprej, in sicer konec 70-ih let in že proti začetku 80-ih, potem lahko ugotovimo, da ste eden od tistih mnogoštevilnih Pahorjevih dopisnikov, ki se je pisatelja rad spomnil tudi, ko je kam šel. In tako najdemo kar nekaj razglednic, dopisov, ki ste mu jih poslali iz tujine. Denimo, ko ste se potepali po Ameriki, ko ste bili v New Yorku, potem na Grenlandiji. In razbrati je mogoče, da ste ga radi obiskali tudi v Dutovljah. Kako se spominjate teh časov? Zelo lepo, čeprav ga je bilo zelo težko dobiti v Dutovljah. Tam je imel najeto sobo, v gostilni pri Marički, ja. Je bil večkrat tam, ampak pisal je, tam je pisal, da je imel bolj mir, pa doma, tam nad Brkovljami, se pravi pod Kontovelska, pod Kontovelom, tisti hiši s takim čudovitim razgledom na morje. Se mi je zdelo zelo lepo, ko mu pišete leta 82, ko ste vnovič odhajali v tujino. Kako vam je žal, da se niste oglasili pri njemu? Ja, večkrat sva se pogovorila, dogovarjala, se bo dobila, pa sva se večkrat zgrešila, ne. Enkrat po moji krivdi, enkrat po njegovi, sem pa bil skoraj večkrat pri njemu doma v Trstu, kot pa pri Marički, to pa. Ker srečanja z njim smo se potem, bom rekel, izogibali, ampak če se je le dalo, smo se raje dobivali pri njemu v Trstu. Čeprav, moram povedati, da to sem pozneje izvedel, da je bila tudi njegova hiša v Trstu pod stalnim nadzorom, so točno vedeli, kdo hodi k njemu in tako naprej. Tako da ti obiski v Trstu, pri njemu doma, so mi posebej v spominu, lepem spominu zato, ker me je skoraj vsakič prišel čakati na glavno cesto, tam isto obmorsko, še ni bilo avtoceste, ker jaz nikoli nisem znal točno do njegove hiše s svojim avtom in me je prišel prijateljsko čakati na glavno cesto, tako da me je potem odpeljal po tistih labirintih do svoje hiše, tam na Kontovelski cesti. In vedno je bil oblečen tudi najhujši vročin v plašč in v kapo. Je rekel, da to je pa treba paziti
na ekstremitete, se pravi rame, glava, to je vedno čuval. In ko so ga včasih vozil po Sloveniji po raznih predavanjih, je vedno, tudi v najhujši vročini, imel čez kolena in imel odejo v avtu, vedno. Jaz tega nisem doživela, da bi me čakal, ker sem ga doživela pač doma in sem potem sama našla pot do njega. Zadnja leta ga je pa pomočnica pripeljala. Ja. Vem pa, da je bil zelo pozoren in da je znal poskrbeti zase, ker se je zavedal, kako je to pomembno. Spominjam se neke predstavitve na Slovenski matici, kjer je zavrnil novinarje za izjavo, ker se je moral preobleči in sem takrat sama nekaj povedala, pred več kot 10 leti. No in tu mu pišete, torej kako vam je žal, da se niste oglasili pri njem, da se niste uspela pogovoriti in da upate na srečanje septembra na občinah. Zelo lep se mi je zdaj tudi ta vaš opis, ko mu torej pripovedujete, kje bivate. Trenutno bivamo na vzhodni obali, na višini severnega polarnega kroga. Morje je polno plavajočih ledenih gora, ponekod je še čisto zamrznjeno. Noči ni, ob polnoči lahko beremo ali pišemo v šotorih brez baterije. Posebne vrste eksotika, samo precej mrzla je. Ja, to je bila druga ekspedicija na Grenlandijo, na vzhodno obalo in to je bilo zame. To so bile dve moje najlepše avanturi v življenju, v gorah. No, tudi Alaska, ampak to je bilo bolj pionirsko, bolj pristno. Čeprav danes je to tako slišimo od tistih, ko prihajajo z Grenlandije, da je to turistično popolnoma spremenjeno, da ne rečem pokvarjeno. To sem prebrala tudi zato, ker so vaša pisma polna takih poetičnih odlomkov. Očaran, mislim. Veste, ta polarna pokrajina, to ima svoj šarm. Že, ampak če tega človek ne zna v besedi. Ja, to že, ampak potem to najbolj zgubi svoj čas. Nansen je napisal občutenje te polarne pokrajine, je napisal velika bela tišina, dejansko, to je tišina, nič se ne sliši. Ampak kot rečeno, ste eden tistih, ki na Pahorja niti na tujem ni pozdravil. Očitno vam je predstavljal nek stebr, ne? Se pravim, da smo bili družinski prijatelji. Večkrat sta se z gospo oglasila pri nas na Bledu tudi, v Ljubljani, ne. Gospa je kuhala dobro figovo marmelado, smo zmeraj bili deležni. In najbrž tudi kakega kakija. Kaki pa sploh, ja, tudi. No, vaše sodelovanje z Borisom Pahorjem se je intenziviralo potem v 80-ih letih, točneje 1983, ko je Cankarjeva založba, pri kateri je bil tedaj urednik Tone Pavček, tudi njega omenjate, izdala Pahorjev izbor občasnih zapiskov, in sicer Tržaški mozaik, ki ga imam tudi tule. Ja, to je v labirintu ste prinesli, jaz imam pa Tržaški mozaik. Tole bova potem tudi pokazala, ampak tisto, kar je mene posebej navdušilo, je, s koliko neke akribije, natančnosti ste kot opremljevalec in oblikovalec knjige pisali Pahorju, in sicer marca leta 1983, ko ste mu poslali tudi izhodišča za oblikovanje ovitka, ki ga bova, kot rečeno, pokazala. Zelo dolgo sva se usklajevala. Zelo dolgo, ne? Tu imam tudi vaše pismo. Tudi to bova potem pokazala za tiste, ki naj jo poslušajo, pa če mi samo dovolite, da preberem odlomek. Takole pišete. Knjiga mora biti takoj opazna, v izložbi ali na prodajni polici. Opaziti jo mora tako slovensko kot neslovensko oko. Iz tega sledi, da mora biti osnovna barva ovitka zelo, zelo svetla. Na takšno podlago je potrebno vkomponirati stilizirani motiv z močnimi, morda celo agresivnimi barvami. Na ovitku bi moralo biti opazno, da je avtor Slovenec, hkrati pa, da je vsebina razpeta na kulturni lok evropskih razsežnosti. Torej mora biti opazen element širine. K temu idealno sovpada, da je avtor doma ob morju. Obmorski značaj je hkrati barkovljanski, enak učinek zmore tudi čisto preprosti kraški element. Zato ne bo šlo brez elementa morja, ker morje pomeni širino, odprtost, neobremenjenost, večno gibanje.
Hkrati je morje element, ki je v slovenski zavesti in podzavesti pri večini zaradi gorjanske ali alpske zakoreninjenosti, tudi sam sem zraven, premalo zasidran in zato prevečkrat pozabljen ali vsaj zanemarjen. To je to, o čemer sva govorila čisto na začetku in zakaj vas je Pahor tudi navduševal. To je bilo, če lahko dodam, Ja. v tistih letih, ko sem delal intenzivne seminarje za grafično oblikovanje. Ne. Potem z leti, če tega ne obnavljaš, ne, to je tako kot z inštrumentom, če navadiš, pozabiš, ne, z leti to pozabiš, ne, zdaj ne bi več znal tako utemeljiti, kot sem takrat znal. Ja, prav to mi je padlo v oči, koliko energije ste temu namenili in kako To pa, obširno mu to pa. razlagate. Tule pa imam na drugi strani tudi vašo skico za ovitek, za knjigo Tržaški mozaik. Predlagali ste mu torej te modre pasove oziroma valove in potem rdečo barvo, s čimer ste želeli nakazati tudi slovenske barve. Vendar pa se to pozneje ni uresničilo v taki obliki. Kako to? No, in mislim, da se založbi se niso strinjali s tem. Je bila preveč očitna. Ne vem, jaz se v to nisem vtikal, ne. Pahor je bil potem zadovoljen, da je vsaj izšlo, kar je izšlo, ne. Jaz pa s tem ovitkom nisem bil najbolj zadovoljen. S tem? Ja. Tudi jaz sem bila presenečena, ker nisem imela v spominu, kakšen je ovitek in sem šla preverjati. Na koncu ste sicer ostali pri modri barvi, ampak imamo pa na naslovnici torej Černigoja. Ja, Pahor je želel Černigoja, ne. Černigoja, pač sta bila takrat ne samo znanca, ampak tudi prijatelja, da bi tudi na njegovo umetnino ukomponiral v svojo knjigo. Sam se tam ni bilo posrečen tisti, nisem bil zadovoljen. Škoda, ker niste vztrajali. Ja, škoda, ja. Tudi ta vaš predlog se mi je zdel dobro utemeljen. No, saj tudi tisto bi lahko, ne vem, zdaj na pamet govori, svetlejšo barvo izpostavil, kar je grafike od Černigoja, ne. Da se pa to izgubi v tisti modrini. No, oktobra 1983 je bila potem v Ljubljani novinarska konferenca ob izidu knjige Tržaški mozaik. Vi pa pišete, kako je bil dan predstavitve v vašem življenju žalosten, ker vam je v Trbovljah umrl oče in o tem ste tudi pisali Pahorju. Hkrati pa ste se seveda v tistih težkih trenutkih znali tudi veseliti njegovega uspeha in predvsem to, da je prodrl med slovenske bralce. Takole pišete Pahorju novembra 1983. Tržaški mozaik gre dobro v prodajo. Videti ga je v izložbah vseh ljubljanskih knjigarn. Po poročilih o knjižni prodaji, to je posebna četrtkova rubrika v Delu, nekakšna top lestvica najbolj iskanih in prodanih knjig, se je Tržaški mozaik že dvakrat pojavil. Prvi v četrtek, 3.11. za knjigarno v Šentvidu, zdaj pa 10.11.83 kot najbolj iskana knjiga v največji ljubljanski knjigarni, v Mladinski knjigi Konzorcij na Titovi cesti. V tej knjigarni sem v torek, 8.11. opazil pri blagajni cele kupe Tržaškega mozaika, ker so ga prodajali kot knjigo tedna. Veselim se z vami, da je temu tako. Če pa je uvitek takšen, da sva oba zadovoljna in da je dobro opazil v izložbi, sem še bolj vesel. Konec citata. Oba nisem bila zadovoljna, iz tega nisem pisal. On je bil zadovoljen. Mene so presenetili ti kupi knjig, ker se mi je zdelo še relativno zgodaj, leta 1983. Ja, ampak je pač shajajoča zvezda je bil, ne. Po tistem pregnanstvu, ko nismo v Slovenijo. No, ste pa imeli leto pozneje, marca 1984, že novo ponudbo strani Pahorja oziroma Slovenske matice. Ste tudi sicer sodelovali s Slovensko matico? Ne, samo tam. In sicer, da bi opremili roman V labirintu. Tega ste pa danes prinesli s seboj. Najbrž ne bo odveč, če za tiste, ki naj poslušajo, vseeno obnoviva nelahke okoliščine, ki so povezane z izdajo te knjige. Ne vem, koliko ste vi to takrat spremljali.
Ampak o tem je večkrat pripovedoval Pahor, zlasti o okoliščinah, o tem, kaj se je dogajalo, ko bi morala knjiga že v knjigarne in ko je Slovenska matica oziroma Drago Jančar, ki se je pri Slovenski matici zelo zavzemal za Pahorja, dobil telefonski klic iz Udbe. In Pahor se je pred kakima 2 letoma, mi je še pripovedoval o tem, tudi spominjal, kako je moral gor v Ljubljano in kako ga je nekdo zasliševal, vendar ni znal povedati, kdo je to bil, povedal pa je, da je bil oblečen po gosposko. No, in ta človek naj bi Pahorju dejal, citiram: "Jaz bi rad samo izvedel od vas, zakaj ste vi ta roman napisali, zakaj ste ga napisali." Pahor pa je odvrnil: "Oprostite, to vprašanje je zelo nerodno oziroma zelo težko, imam toliko argumentov." In potem seveda ni za te argumente, med drugim, da je v to knjigo vpletel spomine svoje gospodinje Marice Živec iz Dutovelj o življenju za časa borbe, v začetkih fašizma. Potem govori o slovenskih ženah, ki so postale partizanske učiteljice, tudi o svoji sestri Evelini, o svoji ženi, sestri Janka Premrla Vojka. No in potem ima v romanu 3 pogovore s 3 osebami, ki so Albin Bubnič, fotograf, Jože Babič, gledališki režiser in Vladimir Bartol. In z njimi seveda na tržaškem Valobranu, kot ga je Pahor imenoval, razpravlja o reševanju nacionalnega vprašanja in seveda brani svojo idejo o narodni zavesti. Kako se vi spominjate teh časov okrog priprave knjige? Jaz spomnim se samo, da je bilo nekaj narobe, pri matici. Nekaj nisem znal razumeti, mislim, tudi Jančarja nisem veliko spraševal, ker mi tudi ne bi povedal, ker takih stvari se ni govorilo. To je Pahor lahko zdaj povedal. Videl sem pa, da je Jančar v veliki zadregi, ker z njim smo tudi prijatelja, še. No, na koncu je pa le šla, ta knjiga. Ampak tudi ta ovitek ima zanimivo zgodbo. Bi nam znali danes pojasniti, zakaj ste se odločili za te barve? To si napisal. In kaj pomenijo? Ja, jaz sem to razbrala iz vaših pisem in sicer ste povedali seveda, da ste se odločili za modro barvo, ker je to morje, ja. Da ste skušali nakazati labirint, na koncu katerega, citiram, "se v vertikalnem izrezu kot na koncu ozke Tržaške ulice prikaže svetlejši pogled na Trst." In potem imamo še napis v rumeni barvi, kot sonce. No, ja, torej, da so pravzaprav 4 barve, temno modra, tale rumena, pa ta svetlo modra. Tu me je pa Pahor prosil, ne bi nekje, če že drugo vse temno, dal barvo, azurno barvo, barvo morja. To je barva morja skozi te špranjo, temno špranjo, pa z rumenim napisom sonce, mislim, v sončni barvi. Na njegovo željo, pa mislim, da smo tudi predlagali v pismu. Ja, iz pisem sem razbrala, čeprav ni bil tako natančno opis kot pri prvem ovitku. Ne, ni bilo tako, ker to smo tako hitro reševali, ker je bilo zelo vprašljivo, da bo šlo ali ne bo šlo. Ampak je, ne. Ja. No, na večer 20. stoletja, ob skorajšnjem rojstvu slovenske države, Pahorja seveda niti v matici ni bilo več mogoče spregledati. Čeprav se zdi, da je bila vseeno, in zdi se mi, da to še vedno velja, nekoliko spregledana njegova vloga pri rojevanju slovenske pomladi. Namreč zdi se mi, da je danes zaliv še vedno premalo ovrednoten. Vi posrečno uporabljate besedo zalivati slovensko pomlad, ko pišete Pahorju. In da bi pravzaprav morali reči, da je revija 57 oziroma 57. številka pomenila prelomnico, ampak da vse tisto, o čemer se je začelo pisati koncem 80-ih, se je začelo v resnici prej v Trstu in seveda tudi s Pahorjem. Tako je, ja. O tem ste napisali tudi zanimiv prispevek, pred nekaj leti je bil organiziran tudi simpozij na temo zaliva. Kako danes gledate na to? Kaj bi lahko še storili in kako bi lahko danes ovrednotili to, o čemer so najrazličnejši avtorji pisali v zalivu?
In kakšen je pomen tega, v bistvu zato, ker se Nedvomno je leta Pahor 91? veliko stvari premaknil, nedvomno. On je pomenil izbruh drugačne miselnosti o Sloveniji, o državi, o domovini, o narodnem vprašanju. In ravno to ga je, to se da med vrsticami prebrati, to ga je zelo motilo pri te 57. številki Nove revije, da ga niso povabili zraven, ker so ga nekateri tako podcenjujoče imenovali, da pač tak domoljuben, rodoljuben in tako naprej, preveč o narodni zavesti in tako naprej, da to ne gre skupaj z tem vrenjem leta 90 oziroma 89, ki se je začelo malo bolj resno. In to ga je malo prizadelo, ne. To se spomnim. Leta 92 je prišlo tudi najvišje odlikovanje, ki ga lahko dobi posameznik na področju kulture, velika Prešernova nagrada, in vi ste Pahorju nedolgo po tej podelitvi tudi pisali. Tudi to pismo imam tule s seboj, pa bi vas prosila, če ga mogoče preberete. A jaz? Ja, vi. Ja, spoštovani gospod Pahor, o podelitvi Prešernove nagrade ste dobili, prepričan sem, veliko čestitk. Zato sem v zadregi, kaj naj še napišem, da ne bi ponavljal za drugimi obrabljenih fraz. Zato tudi nisem pisal na dan, ko bi se spodobilo, to je na Prešernov dan. Podelitev Prešernove nagrade vam sem doživel predvsem kot posebno zadoščenje. Zadoščenje zato, ker vidim v njej simbolično ponižanje vseh tistih, ki so svojo življenjsko energijo zapravili v poniževanju vas in podobno mislečih. In ki so izgoreli v revolucionarnem siju, zaslepljeni v naporih, da vi javnega slovenskega priznanja ne bi nikoli dobili. So se nekateri zelo potrudili, da ne bi dobil. Vesel bom, kadar se boste oglasili na Bledu, s spoštovanjem in zadoščenjem. Najlepša hvala. To se mi je zdelo tako čudovito, ampak če se ustaviva tule čisto na koncu, kjer pišete o tistih, ki so izgoreli v revolucionarnem siju, potem pa mu pošljete sicer precej pozneje še dve pismi, denimo 2009, če omenim samo eno, kjer pišete, kako so tu še vedno tisti, ki so bili tudi zaslužni in odgovorni, da se je Pahorju dogajalo to, kar se mu je dogajalo, ki so še vedno med nami in ki še vedno vlečejo niti iz ozadja. Kako je danes tam? So še ljudje, je še vedno tako? To vsi vemo, menda. Seveda. To je, veste kaj, to so, ne bom rekel zgodovinske resnice, to se ponavlja celo zgodovino. To bo trajalo najbrž še 50 let, da bojo te niti pretrgane, ker bojo prišle generacije, ki dejansko ne bodo obremenjene s tem, kar smo bili mi obremenjeni in pa naši nasprotniki. Jaz imam upanje v teh mladih generacijah. Niste torej utrujeni in neobčutljivi na to, kot pišete v enem od pisem. Zdi se mi resignirano, ker ob vsem optimizmu, ki preveva vaša pisma, se mi zdi. Ja, takrat je bilo najbrž obdobje, sem bil res utrujen, ampak ne samo od tega, tudi česa drugega. Tako da človek je lahko kdaj tudi utrujen. 1. januarja 2009, torej pred dobrimi 10. Ja, to ne opozorim, da sva si pisala vedno po novem letu. Nikoli za novo leto, ker takrat si dobil na gore pisem in tako naprej. In sva bila dogovorjena, da si piševa januarja ali februarja, oziroma januarja za dan svetih treh kraljev, treh modrih, sem zmeraj rekel. No, to pismo, ki ga imam pred sabo, je z dne 1. januarja 2009 in zaključujete ga s temile besedami. V duhu Idrijskih kapelj in Tržaškega zaliva zrem z velikim optimizmom in pričakovanjem v leto 2009. Še vedno verjamem v to, kar smo verjeli pred skoraj 40 leti in imeli smo prav. Tako kot vi, gospod Pahor, to je naše zadoščenje, dota in popotnica za jutri.
Ko sem vas prosila, če bi bili pripravljeni odstopiti Pahorjeve dopise vam, pa ste mi rekli, da žal ne bo šlo, ker jih nimate oziroma imate tega zelo malo, predvsem iz zadnjega časa. Kaj se je s tem zgodilo? Veste, takrat po tistih hišnih preiskavah. To je bilo v 70-ih letih. Ja, ampak človek se nekaj nauči takrat, ne. Takrat sem imel vse urejeno, tako kot 30-letniki, ne. Vse urejeno. In pri preiskavi je bilo dovolj, da so samo potegnili ven fascikle in so našli točno tisto, kar niso iskali, ne. Se pravi, pismo Solženicinovo in tako naprej. So ga dolgo iskali, avtorja, pa ga niso odkrili, ne. In potem ugotovili, da ste to vi. Pri meni doma so pa to takoj odkrili, ne. In potem sem pač sklenil pri sebi, da bom te stvari ne bom več urejal, ampak bom to razpršil na razne konce in seveda zdaj na koncu je pa tako, da človek ne najde vsega tistega, kar bi lahko našel, ker v 30 letih se je pa le veliko nabralo teh neurejenih zadev. In našel sem pa še 3 pisma, ne, zdaj je zadnja njegova. Lahko poveste še kaj več o okoliščinah zaplembe, torej bilo je to sredi 70-ih let? Ja, to je po Kozbeku, ne. Ja. Takrat smo bili glavni sodelavci Kaper, smo bili na obravnavi, ne, od Felca, Pavšiča, Cudermana in mene. Jaz sem bil pol leta brez potnega lista, ne, sem vzel potni list. Hišne preiskave, stalna zasledovanja in to pusti človeku, mislim, pusti sled v njegovi previdnosti, no, tako bom rekel. Tako da včasih je bilo tako, da sem se vozil po cesti in če sem dolgo časa videl za sabo en in isti avto, sem že mislil, da mi kdo sledi, pa ni bilo tako, ne. Pripovedovali ste mi o 2 dogodkih, ki sta vam ostala v spominu, in sicer na bencinski črpalki. Bencinski črpalki, ja, to je bilo takrat, ja. Takrat sem imel stalno spremstvo z avtom. Na policiji so me sicer spraševali, ne, zasliševanja so bila skoraj vsak teden, veste. Vsak teden, to se je stopnjevalo. Ampak moram povedati, da na koncu, ne, sta bila zadnja 2 zelo, mislim, profesionalna, no, to sta tehnično izpeljala, ne, nista bila nič vsiljiva, nič. Eden mi je celo čestital za Solženicina, pravi, dobro napisano. Tako da bi z marsikom šel tudi na kavo še danes, ne. Nimam nobenih zadržkov. Je pa res, da takrat je bilo pa malo čudno, ne, če si skozi imel in si se tega zavedal, čeprav so me spraševali, če imam občutek, da mi kdo sledi, sem rekel, da ne, sem točno vedel, da sem že mislil reči, če bi bili pri meni na izpitu, bi vsi tile padli, ne, ker so bili tako očitni. Kaj pa se je zgodilo tam na bencinski črpalki? Na bencinski črpalki, to smo šli v hribe, takrat bila sinova še mehna in sem šel bencin natakat, to je bilo tam na Jesenicah. Hočem plačati, črpalkarja ni bilo nikjer in tam odzadaj pa slišim, kako vpijejo telefon, kako ima nekoga za zaščit, ne, za zaščit. In je potem citiral mojo registrsko številko in pa tip avtomobila in barvo avtomobila, ne. Se pravi, da so tudi črpalkarji bili vpleteni v to mrežo, strahotno mrežo, ne, to si mi niti ne predstavljamo, ne. Mi smo včasih mislili, da so samo kakšni vratarji pa telefonisti na firmah, ki so pač imeli taka opravila, ampak to je bilo prerešetano. Drugi dogodek je bil v Dalmaciji, mislim, da je bilo leto prej ali pa skoraj isto leto ali pa pozneje. Smo tudi se ustavili tam blizu Šibenika, na samotnem kraju, v glavni cesti, no. Da smo šli z otrokoma v zalivček, kjer smo napihli na tisti napihljiv čoln in smo tam preživeli cel dan, ne. No, še prej spali smo pa pri stricu mojega svaka, ki je bil župnik v Šibeniku
In takrat sem videl enega človeka z Ljubljane, sem ga v Ljubljani tudi videl, stalno je sedel tam zraven stopnic. Sem rekel njemu, ne, temu sorodniku, kaj pa ta, prav prvič ga vidim. Mene je pa poznal kot, mislim, kot bi v šolo skupaj hodila, ne. Sem ga prvič videl. No, in tam na tem parkirišču pridemo nazaj, tam policijski avto, mislim, miličniški avto, ne, takrat je bila milica. In tam takoj pozdrav. Janez, ne, sem takoj, sicer vem, da Janez so pravili v vojski vsem Slovencem, ne, smo bili sami Janezi, ne, sem bil Gregor ali Lojzek, to so bili sami Janezi. No, Janez, lahko odprete prtljažnik. Nič niso spraševali, zakaj smo bili tam, mislim, vse so videli, ne, kje smo. No in iz prtljažnika je tiste glavni vzel zmagoslavno naboj od pištole, ne, naboj. Prav, poglejte, kaj imate videli, kje imate pištolo? Kje imate pištolo? Sem rekel, kakšno pištolo? Ja, to je naboj. Sem rekel, jaz se nimam. Ja, kako da ne? Ja, se nimam, če nimam, je nimam. Ja, kako pa je ta naboj prišel? Sem rekel, ne vem, mogoče je kdo se z mano vozil, je imel kakšen lovec, ne, je imel pištolo, ampak to ni bilo. Ja, prav, ne, imate pištolo. Od kod je potem ta naboj? Jaz sem rekel, ni drugače, kot da ste ga vi dali noter. Jaz ga nisem, ne. To je bil pa mir, pa so šli, ne. Vi ste ga dali, ne. Rekli ste, naj vas ne sprašujem o letnicah, ker je tisti čas ja, ne, skozi spominjanju. zmešam 74, 75, 76, to se je tako intenzivno. Ampak ko zdaj gledate s časovne distance, Ja. kaj bi rekli? Kakšen je bil tisti čas za Ja, vas? tak, svinčen, ne, svinčen. Čeprav bi rekel, da se nisem veliko sekiral, no, zaradi tega. Se nisem. Ne? Ne. Se pravi, naučili so nas biti previden, ne, to je, pa takrat smo tudi mislim, smo dozoreli, to je bila velika izkušnja. Presenetila me je številka tistih, ki so izjavljali o vas. Zdela se mi je ogromna, 112, mislim, da ste rekli. Ne, to je v Merzovi knjigi. Sem na 112. mestu. Aha, 112, ampak 112. koliko ljudi mesto pa o vas državnih izjavlja? sovražnikov. Ja, kot klasični, ne? Kot klasični, ja. Klasični, ja. Sem rekel, to sem šel lepo, ne. Eni so bolj Ampak pomembni. rekli ste, da so različni ljudje izjavljali o vas. Seveda, in to so moji najboljši, nekdanji najboljši prijatelji, sošolci, sosedje. Koliko je bilo pa teh, se ve? Nisem štel, 100 sigurno. No, sej, ta številka me je sigurno, presenetila, ja. Sigurno. Samo to potem vidiš, ne, potem si rezerviran celo življenje. Se delaš. Je bil to za vas šok? Ko ste izvedeli? Prvi dan ja, potem sem se pa navadil, ne. Da sem imel stalno spremstvo, tudi na avtobusih, če sem šel kam. To so bili ljudje, ki se niso znali niti obnašati, ne. Sem tak naduti in takoj vedel, koliko je ura. S sabo ste prinesli tudi te ohranjene Pahorjeve dopise. Ja. Lahko mogoče to pokažete, se pravi, ti so res iz zadnjega časa, ampak en Ja. dopis ste mi pa posebej Ja, zdaj ga najdem, ki mi tisti je posebej izpostavili, ko sva izpostavili, to je dopis, v katerem predlaga, da mu je zelo žal, da se nisva tikala, no, to mi je. Ne vem, če bom tako hiter. Iz katerega časa je ta dopis? Ja, to je iz zadnjih let. 2022, Tako rekoč pred smrtjo. to je tik pred smrtjo, ampak to ni nič posebnega. To je gospa natipkala, ne. Aha, gospa Vera, po nareku. Po nareku, ja. Mogoče preberete še to. Dragi gospod Bizjak, priložim vaše pismo in se vam zanj zahvaljujem. Strinjam se z vašo analizo o stanju v Sloveniji ob 30-letnici ustanovitve slovenske države. Manjka ponos, narodna zavest in žalostno je, da nam komunisti očitajo narodno zavest, da veliko spoštovanje do narodne identitete enačijo z nacionalizmom, to je pa res, ne. Ponosni smo na svoj izvor in poudarjamo spoštovanje do majhnih narodov.
to pravico majhnih narodov, da jih vsi spoštujejo in da vsi spoštujejo njihov jezik, je poudarjal že veliki pesnik Dante Alighieri. To je eno, To je eden od dopisov. Ja, to je z 22. leta. Potem je Tule piše 20. ja, 20. No, v koprski knjigarni bila takrat Mladinske knjige, ena knjiga njegova oziroma zbornik, v katerem je prav narekoval kratek stavek v poklon meni. Sam te knjige nisem nikoli dobil. Nekdo vzel, pa mi ni izročil, pa tudi vem kdo. In niste nič rekli? Ne, zakaj pa. Saj bom dobil. Tle se opravičuje, da ni prišel na pogreb Tomaža Pavšiča v Idriju. Pavšič je bil tudi njegov dopisnik, Ja, tudi to zelo, bo treba posebej obdelati. A imate mogoče kako idejo, kje bi bili ostali dopisi in kako bi prišli do njih? Imam idejo, pri meni doma. Samo kdaj bom našel. Ja, kaj pa tisti zaplenjeni? Ne, to sem jih počrtal, ne vem, kje so. Jih nisem nikoli dobil. In tudi moji mislim, ne samo pisma, tudi osnutki člankov, tisti mi je še bolj žal, ne. Ampak k temu se zavezujete, da boste to našli, ker je naš cilj tudi zbirati kontradopise. To že, ampak sem enkrat šel v arhiv, tam tega ni, ne, najbolj so uničili, ali pa niso hoteli. Aha, ste v sami v arhivu, se že zanimali. Niso hoteli dati, ali pa so res uničili, tako da mislim, da je izgubljeno tisto, izgubljeno. No, mogoče se še kaj najde. Mogoče, ja. Ste pa vi Pahorju večkrat napisali, kako gledate nanj. Izpostavljali ste njegov pogum, neuklonljivost. Ja. Najbrž gledate danes nanj, ko ga sicer ni več podobno, ampak kaj nam Pahor, predvsem mladim, ker mladi so v Pahorju bili pomembni, sporoča danes, tako s svojo osebnostjo kot s svojim delom? Ja, to, kar je večkrat poudarjal na srečanjih z mladimi, zadnja leta, se spomnim Kobarid ali pa tudi Trst pa v Italiji, ne. Vedno je poudarjal ljubezen do domovine, do svojega jezika. To ni najbolj vabljivo za mlade, ampak to je vedno poudarjal, ne. Zavest, domovinska zavest, to sem se pri njem učil, ne. Domovinska zavest, to ni nacionalizem, ne, to je pač, ne bom razlagal, kaj to je, ne, vsi vemo, kaj to je. Sem pa to videl ne samo pri Pahorju, ampak v drugih deželah, ki sem jih prehodil, ne. Koliko dajo ljudje na svojo nacionalno zavest oziroma na simbole nacionalne, recimo zastava, ne. Ali pa himna. Videl sem film še nedavno, danski film o nogometni reprezentanci in kako tam tisti mladi nogometaši, tam 5 do 10 let, začnejo tekmo tako z desnico na srcu in pojejo dansko himno, ne. To je pretresljivo, ne, kakšna vzgoja je po drugih državah. Recimo na Švedskem, na Norveškem, povsod visijo norveške zastave, povsod, če je praznik ali pa ni praznik. Na Alaski vsaka hiša ima svojo alaško zastavo, vsaka hiša. Tudi nižje dol v Ameriki, ne, ampak pri nas pa, pojdite za 2 najpomembnejša državna praznika v Sloveniji, se pravi 26. december pa junij, redke hiše na podeželju še, ampak v mestih ali pa predmestih imajo slovensko zastavo. Redke. In to tiste najbolj bogate, najbolj razkošne ljudi, se pravi ljudi, ki so obogateli v času Nove Slovenije. Ampak se ne zdi vredno, da bi izobesil slovensko zastavo. To sem že tudi v nekih lokalnih časopisih pisal, da malo več bi pa lahko dali na svoje zavesti. Kdo pa bo dal, če ne mi?
In tudi pri srečanjih, recimo v Franciji, ne, v gorah, vsi so najprej Francozi, ne, domačini, potem so še nekaj drugega, politično in tako naprej. In neverjetno Francijo poznamo, ne, kot veliko nasprotnico Nemčije, mislim zaradi 2 vojn, ne. In Francozi ne slišijo rad nemškega jezika, če se v hribih ali pa kje skušaš, če ne znaš francosko, reševati ali pa predstavljati z nemščino, ne, je boljše, da govoriš slovensko. Rajši vidijo. Če pa govoriš majčkeno polomljene francoščine, je pa to sploh odkritje za Francoze in takrat te spoštujejo. Recimo, s kakšnim ponosom govorijo o svojem jeziku, o svojem narodu, ladini, tle v Dolomitih, ne, to so Staroselci, ali pa retoromani v Švici, to poznam, ker sem se s tem ukvarjal. To je neverjetno zasidrana, ali pa Valižani v Walesu, v Veliki Britaniji, se pravi tisti zahodni del, to so, mislim, to so... Tu se nam odpira še več tem. To so geni, ki jih imamo, in jih, ne vem, jih ne moramo zatreti, kvečjemu, da jih razvijamo. Načeli ste tudi še eno zelo pomembno temo, to so Pahorjeva prizadevanja tudi za manjšinske, ogrožene jezike. Tudi, si bil član mednarodne komisije, ne. Izjemno aktiven. Takrat sva se veliko pogovarjala tudi o tem, ne. On je bil zelo zagovornik teh malih narodov, ne, ker za francoščino vemo, on je rekel, to je umetni jezik, ne, v revoluciji, ker prej so bili jeziki teh pokrajin, ne, Okcitanci, Provansalci, Bretonci, ne, in poznam ta provansalski del, pa okcitanski, to so, še danes govorijo svoj jezik, ne, to so res ponosni, ne, in Pahor je spodbujal, ali pa recimo Valdostance, ne, ljudi iz Aoste, z doline Aosta, ne, to so francoska skupnost, to so... No, nasploh je bil zelo vpet v ta francoski Zelo, seveda, sploh, ne, sploh. Ampak če se vrnem k tistemu, kar ste prej dejali, o tej ljubezni do lastnega jezika, do svojih klasikov, do književnosti, to je tisto, kar je on poudaril in vedno znova znal povedati tudi, da to ni torej nacionalizem. No, mi smo imeli še to srečo, ne, čeprav v tistih svinčenih letih, ko zbramo v osnovni šoli, smo še imeli učitelje in učiteljice stare šole, ki so nam znali vcepiti, ne glede to, da ni pisalo v učiteljkah, kaj je to narodna zavest, kaj je to ljubezen do jezika, ne, to so nas naučili. In tisti ostalo veliko, ne, od teh učiteljic in učiteljev. Gospod Bizjak, hvala za zanimiv pogovor. Občutek imam sicer, da je še marsikaj ostalo neizrečeno. Boste to kdaj še povedali? Upam. Hvala.